Mesec je naokoli, z mano v studiu pa numerologinja Lili Sorum, potem poznavalka metafizične umetnosti in naravne medicine Darja Furek in pa astrolog, duhovni raziskovalec in pa psihoterapevt Dušan Dobranović Jimmy. Že veste zakaj? Ja, spet so tu. Energije meseca. Tako, eden izmed najljubših mesecev verjetno večine je tukaj, čas dopustovanja in ste že kaj z mislimi na morju, dopustovanje? Absolutno. Ja? Vedno. Bo mesec nam naklonjen, da lahko dopustujemo? Absolutno. Tako, brez problemov, s prazno glavo in uživamo? Upajmo. Jimmy, njegov upajmo. Okay. Začnem kar s tabo. V juliju, torej kateri tisti dan, na katerega se moramo mogoče še posebej pripraviti, si ga morda celo zabeleži, da je izjemno dober dan, ali pa tudi kakšen slab? Kako je zdaj s tem? Kakšen bo julij? Julij bo pester, ampak umirjen. Končno bomo lažje slišali svoje misli, bo tudi najbolj čustveno miren mesec. Tako da dolgčas nam sicer ne bo, to pomeni, da bomo ozaveščali svojo podzavest, predvsem 7.7. Se pravi, če je le možno do tega datuma, čeprav je zelo zgodaj v mesecu, opazovati, kaj so tisti miselni vzorci, ki nas mogoče bremenijo, ki nas mogoče ovirajo in predvsem, ki niso naši. Zakaj je morje super in dopust, ko se dejansko sprostimo. Pa mogli že v bistvu na začetku meseca. Absolutno, že cel junij, jaz mislim. Ja, ne? No, ja, zdaj veste. Zabujamo. Darja, ta mesec gremo torej iz konja v ognjeno kozo, ne? Kako bomo občutili ta premik? Ne bo bistvene razlike, pa vendar, ne. Ognjena koza je nekaj drugega kot ognjeni konj, ne. Ognjeni konj je tako malo bolj, pridirja. Kozica je zanimiva, ne. Koza velja za najbolj duhovno žival izmed 12 živali. In ognjena koza je posebna, ne. Koze so ponavadi v čreda, ampak ta ognjena kozica je malo samosvoja, ne. Ona se rada loči od črede, gre malo po svoje, je tudi zelo inteligentna, navdihnjena, ne, še vedno je ogenjček in zato je pred nami mesec, ko lahko vidimo nekaj, kar drugače ne, nekaj, kar se nam razsvetli, videti nevidno. Drugače pa heksagram, ne, pa ni najbolj lep, kako bi rekla, gnitje, ne, ampak zdaj kaj to pomeni, ne? Pomeni in kolektivno in individualno, da odstranimo vse, kar je gnilega, kar razpada, kar ne rabimo. In če malo damo še noter kemije, ne, alkimist dih, da pride kisik, dobimo pa kompost oziroma fermentacijo, ki je lahko super kompost. To pomeni, da je mesec preoblikovanja in še nekaj, to je zadnji mesec poletja. Predvsem po 20. juliju bomo čutili, da se že spreminja energija iz ognja, se prestavi v zemljo, element zemlje in zemlja bo predala energijo naprej v mesec opice. Tako da, zanimiv čas. V redu, zelo pozitivno si to povedala, tako da jaz mislim, da nas nima kaj skrbeti in da lahko že začnemo pakirati počas. Če ne bo seveda nam Jimmy spet kaj zanimivega povedal, ampak mi smo sta hujšga ven, ne? Retrogradni Merkur je zdaj za nami. Bojda se bo pa zdaj v prvih 2 tednih pa še vse nekaj dogajalo. Na kar moramo biti pozorni. V prvi polovici meseca bo mogoče malo bolj počasna energija, malo bolj ležerna, primerna za plažo, primerna za sončanje. Potem v drugi polovici meseca bo spet malo živahno, prihaja sonce in Merkur v našega levčka. Je pa res, da tudi Jupiter na koncu meseca pride v svojo retrogradno fazo in spet bo mečkan malo se upočasnila energija. Skratka, neka kombinacija. To je mesec, kjer bo začeten mogoče bolj počasen, bolj umirjen, bolj tako nekako res dopustniško naravnan. Potem pa spet nekje pride do živahnosti. Je pa res, da imamo polno luno v Kozorogu, za poslovneže idealna zadeva, za tiste, ki preveč skrbijo ne toliko dobro, neodvisno zdaj, kako ima kakšen v natalni hiši, ampak to je dobro, da določene stvari postavimo, prizemljimo, da pogledamo, kje smo, kaj smo in da naredimo mogoče en nov načrt, ne. Še posebej, ko bo Jupiter šel v retrogradno, to je idealna faza, da zdaj razmislimo, ker nas čaka zelo intenziven mesec, september, oktober, ne, to se pravi julij, avgust, september sta nekako
še meseci relaksa, potem pa pride. Kar rabimo. Rabimo, ne naberemo definitivno energijo. rabimo, potem bo pa Borba spet, no? novembra, borba na polno. Ok, no, se je važno, da imamo mi dopust, meni to je najbolj važno. In ko smo ravno pri dopustu, seveda smo mi za vas pripravili tudi nekaj naših bombončkov. Začeli bomo z investicijo, ki je torej v juliju najbolj pametna izbira, in sicer bomo govorili o Mumiji. Vsi tisti, ki jo poznate, verjetno veste, kako pomembna je, da se nahaja torej v naši dopustniški lekarni. Torej za vas smo pripravili dopustniški paket, ki vključuje poleg Mumije še demanozo, ki je odlična pri vnetih mehurja, in pa seveda kurkumin, ki je idealen za zbijanje vročine, pa če imate kakšne bolečine ali pa celo če pride do kakšne zastrupitve s hrano. Ta paket boste lahko dobili čist simpel, in sicer tako, da greste na našo Instagram stran, torej Klepet ob kavi, in tam seveda izpolnite, kar imate za narediti, in eden izmed vas bo torej prejel celoten dopustniški paket. Poleg tega bomo torej vas pocrkljali v tem mesecu še z 2 dariloma, in sicer s priročnikom Poletje, polno radosti in pa zdravih užitkov. Poleg tega pa vas lepo vabimo 21. julija na brezplačno spletno predavanje, kjer boste izvedeli za 12 briljantnih poletnih trikov za lepoto in zdravje. Zdaj pa je čas, da se oglasi tudi naša Jasmina, ki že uživa na dopustu. Zdravo, evo, poletje je tukaj in prinaša ful enih priložnosti, da nekaj narediš za lepoto, za zdravje, za dobro počutje. In ravno zaradi tega webinar, ki je brezplačen za vse tiste, ki ste prijavljeni na naše elektronske novice, torej 12 briljantnih nasvetov, tistih hekov, trikov za lepoto, zdravje in dobro počutje poleti. Pa en morski poljubček. Tako e-priročnik Poletje, polno radosti in pa zdravih užitkov vas že čaka na naši spletni strani klepetobkavi.si, kjer se seveda lahko vpišete in se prijavite na naše brezplačne novičke. Lili, številka 7 julij je tudi pravlično število. Kaj nam prinaša? Mistiko, razkrivanje pravličnosti. Pravzaprav, kaj je pravljica? Kaj vse mi lahko dosežemo, če se ne oviramo, če ne dvomimo vase. Sprožilo se bo čustvo strahu in pa predvsem omejitev naših prednikov. Zdaj pa, če pogledava 100 let nazaj, ko ni bilo tako avtomobilov, ko ni bilo tako enostavno priti z enega konca sveta na drugega, ko ni bilo interneta in tako naprej, kako zelo je življenje napredovalo, mi počasih malo pozabimo klikati refresh, tudi sami pri sebi. Se pravi, ozaveščamo svojo lastno mističnost, svojo lastno sposobnost, svoje lastne, bom rekla, inteligenčne kvociente, malo nesrečeno. Tako da ja, definitivno razlikujemo, kaj je tisto, kar je pravlično, pa kaj je tisto, kar je pravljica. Se pravi, nekatere bodo tudi malo na limance namazali v tem času. Ok, previdno torej. Darja, kako lahko mi zdaj to intuitivno in strastno kozo uporabimo sebi v prid? Zanimivo recimo, glede na leto, ko imamo vodnega tigra, ognjena koza in se zgodi transformacija energij med ognjem in vodo. In vse skupaj se transformira v les. Les predstavlja pa rast, razvoj, kreativnost. Torej, to kozo lahko uporabimo zelo tako, kot je rekla Lili, zelo na duhoven način, da vidimo stvari, ki jih nismo, da jih znamo videti, da jih transformiramo. To je mesec ene kreativne rasti. Tako da imamo ful široko polje možnosti in priložnosti in je tudi intenziven, kako bi rekla, grand finale priprave na mesec avgust, ki prinaša pa po Baziju zelo zanimivo sliko. Totalno trčenje, o tem še bomo govorili, ampak zdaj je čas, da prizemljimo, tako kot je rekel prej Jimmy, energijo prizemljimo, da nehamo skrbeti, ker koza je zemlja, torej upusti se in uživaj, zadovoljno. Skrbi transformiramo v eno, da poskrbimo, ne da skrbimo in da znamo uživati. To je mesec, ki se naučimo uživati, videti, res razbremeniti. So pa določene ovire tudi v tem mesecu, seveda, ampak brezovirne, moramo, kozica vse preskoči. No, super, lepa misel. Jimmy, opusti se in uživaj, ne? Sred meseca pride polna luna, se bomo lahko opustili in uživali? Kaj nam prinaša? Se bomo morali. Okay. Mars prihaja v bika, lenega bika, in Merkur bo do konca, tam nekje 20.
v Rakcu. Spravi, to je taka energija, pa še Venera prihaja 17. julija tudi v Raka. Idealen čas pravzaprav za družino, dopustovanje, počitek, ne. Potem pa pride mečkan mal levovska energija, Sonce zamenja znamenje, Merkur bo mečkan mal živahnosti, Jupiter je tudi še vedno v energičnem ovnu, sicer pride pol vse skupaj do retrogradnosti, ampak ta luna v Kozorogu mečkan bo vse skupaj stabiliziralo, vse skupaj celo energijo. Skratka, tukaj treba paziti, da opustimo mogoče pesimizem, malo strahove. Luna v Kozorogu vedno sproža malo strah, še posebej glede financ, glede preživetja, glede tih materialnih zadev. Ampak glede, da pol bo prišlo do levovskih energij, bo prišel mečken optimizem. Definitivno čas za dopustovanje, ampak tudi za introspekcijo, ne. Močno introspekcijo, ker se veliko tega dogajalo. Veliko tega se je dogajalo, nekje smo čez pol leta, prišli smo v najbolj intenziven poletni mesec, čaka nas še avgust, ampak to je idealen čas za tiste, ki se ukvarjajo sami seboj z duhovnostjo, da naredijo eno dobro rekapitulacijo za naslednje obdobje, ki nas čaka pred nama. Zdaj imamo ravno gor pomembne astrološke datume v juliju, ki si jih lahko naši gledalci že pogledajo in seveda morda tudi kakšnega zabeležijo. Chiron se omenja, ne? Boš še kakšno besedo o Chironu povedal? Chiron je v astrologiji se ne uporablja toliko pogosto, ampak je zelo pomembna zadeva, ne. On ponavadi govori tam, ker imamo rano, tam, ker moramo paziti, tam, ker smo prizadeti, ampak tudi, ker imamo tudi zdravilno energijo, ker tudi postanemo sami zdravilci, ne. Skratka, to je zelo pomembna točka, oziroma temu lahko rečemo planet, čeprav ni dobesedno planet, ampak Chiron izredno dobro nakazuje, kje se nam nabirajo energije, kje so tiste zablokirane energije, ki jih ponavadi mi doživljamo kot neko dramo, rano, travmatične dogodke. Zelo je dobro pogledati, v kateri hiši in tam vemo, ampak tam postajamo tudi najmočnejši, ne. Chirona sem omenil zaradi tega, ker ga redko kdaj omenjam, ampak v tem momentu sem ga izpostavil zaradi tega, ker je to mesec zdravljenja, ne. Tudi junij smo imeli na en način mesec zdravljenja, prenove. Skratka, cel kolektiv, cela družba gre skozi obdobje zdaj Chirona, zdravljenja, pozdravljanja, ker smo vsi traumatizirani praktično. Ja, tudi Lilija, že za junij si omenjala, ne, te rane iz otroštva. Torej se bo to tudi v juliju vleklo, kako si lahko pomagamo? V bistvu junija poslušati sebe, da bomo potem julija to lahko zdravili, kar pomeni, da junija smo občutili, čustva so bila močnejša, odreagirali smo mogoče veliko bolj dramatično, kot bi sicer. Lahko bi nas nekaj zelo brezpredmetnega zmotilo, pa smo mi z tega naredili cel film, cel halo. Poslušati ta občutek, se pravi tudi glede na to, da junij že minil, iti nazaj v te spomine, kaj je bilo tisto, kar vas je zdrmalo, da po domače rečem. Tam leži ta občutek, iti nazaj, kdaj ste se prvič tako počutili, kaj je bilo tisto v otroštvu, kaj je mogoče bila mama pretrujena ali pa tovarišica v vrtcu te ni razumela. Se pravi, kaj so bili tisti prvi trenutki, ko nismo bili slišani, nismo bili upoštevani, smo imeli občutek, da sploh nimamo pravice izraziti svojega mnenja oziroma smo bili zato kritizirani. Se pravi, vsi ti občutki nemoči, zatirane bolečine, zatirane šibkosti, tudi sicer čustva povezujemo s šibkostjo, čeprav vsi v teoriji vemo, da moraš biti prekleto močen, da pokažeš svojo ranljivost, pa še vedno smo cmera. Fantki ne jokajo. Ogromno je še teh stereotipov, ogromno je še teh nekih, bom rekla, načinov, kako zatirati naša čustva. Se pravi, julij je bil namenjen temu, da nam je malo pokalo po šivih, zato da bomo julija lažje razumeli sebe, svoje sprožilce, svoje trigere, svoje strahove in pa vse tiste vzorce, ki pa so jih nekako starši in okolica v našem otroštvu nam položili v zibko, pa mogoče niti niso naši. Torej, introspekcija se bo dogajala tudi v juliju še naprej. Absolutno. Ne? In za vas seveda smo za ta čas pripravili še poseben luštan vikend, divji vikend na Bledu, kjer boste lahko seveda pod zvezdami torej uživali. To bo seveda avgusta, ampak vi julija se pripravite psihično, da potem avgusta lahko res uživate sami seboj, torej pod zvezdami. Divji vikend se bo namreč odvijal na Bledu 20. avgusta, tam seveda tudi prespite in potem seveda uživate. Lepo vabljeni tudi, da se nam pridružite
pridružite v Egiptu in sicer za vse tiste, ki vam klele 12 stopinj, recimo ne bo več toliko pasalo, ne? V Makadi Beju jih bo takrat kar nekaj čez 30, tako da še nekaj zadnjih mest, torej na letalu, ki gre direktno iz Banika je na voljo, tako da seveda lahko nas pokličete ali pa nam torej pišete. Jaz predlagam, da gremo kar mi. Ja, sej jaz tudi ne vem, zakaj še štiri, nismo, ne. pa kar tam posnamemo naslednje energije meseca. Pa se lahko še na letalu kaj izmenimo, ne? Pa tako, Tako. se pripravimo torej za... Nove ideje, še bližje nebu bomo. Tako ne? bolj se Bližje bomo nebu bomo. povezali. Evo, dobra ideja. Dobro. Tako, zdaj pa je čas, da si pogledamo še, kaj pa nam prinaša klepetova jesen. Od poletja se bomo poslovili na divjem taborniškem vikendu na Bledu od 20. do 21. avgusta. Nekaj za vse, ki hrepenite po zvezdnatem nebu in druženju ob ognju. September prinaša vikend priložnost za kratko, a učinkovito ter telesu prijazno postenje, da se poslovimo od vsega, kar nam ne služi več, v telesu, duši in srcu. 10. septembra nas bo združila polna luna na zvočni kopeli in meditaciji v Ljubljani. Svoje samozdravilne sposobnosti pa bomo aktivirali na sobotni delavnici 8. oktobra, kjer se bomo učili tehnik in metod samozdravljenja. Dogodek združuje starodavne šamanske tehnike in moderno sodobno znanost. V začetku oktobra bo v Sloveniji okrog 13 stopinj, v Egiptu pa še vedno kakšnih 30. Tja letimo direktno z Brnika in imamo all-inclusive razvajanje s programom delavnic za osebno duhovno rast in razvoj. Montessori vikend za mamice in malčke od 1 do 3 let se bo zgodil prvič zadnji vikend v oktobru. Prijave so odprte, več informacij na klepetobkavi.si. Ja, tako, tudi naši dopustniki so se ravno dobro vrnili iz Iža, kjer so, ne boste verjeli, supali, torej supam iz vasupa.si in mi smo se odločili, potem, ko smo ga poskusili, da je pa to definitivno telovadba meseca, torej supanje. Za vse tiste, ki še niste poskusili, ni tako težko, kot zgleda, ne? Je pa izjemno fajn telovadba za celotno telo, torej od prstov na nogah pa gor do zadnjega lasu, ker boste mogli zelo opaziti, da ne padete. Ampak enkrat to osvojite, je pa res, gre za čisti užitek in zabavo. No, poglejte, a ni lepo, no, lejte tole, a vidite? Tukaj si lahko pogledate, zdaj imamo te lepe pokrivce. A ste že supali? Idealno za mesec koze, center, zemlja. To je to. Nisem. Ja, sem. Samo jaz sem ležala na trebuhu, pa tako pa, no, pol sem pa jogo probala. Letos boš poskusila, glede na to, da... Ja, bom druga polovica julija, tako. A, si Ja, prav se zadala bom datum. postavila na Dobro. glavo, na supo. Ok, pošljem sliko. Omenjala si tudi neki srce, pa tretje oko, da ima menička več povedati. Ja, ognjena koza, ne, to je slika v naravi, če gledamo, tudi lahko speči vulkan, ne. Notar je ful tega ognja, neki se kadi, neki hoče ven butniti, ne, ampak kaj narediti s tem, ta ogenj, kot duhovnost, umaknemo se vase in Torej, jezik še vedno za zobe. Ja, če je potrebno, ko je potrebno še dober predlog, vsaj do 20. julija. Je pa koza na telesu, če gledamo pozicijo, sovpada s tretjim očesom. Ne? Tretje oko, videnje, zavest. Ampak ženske nimamo tretjega očesa tukaj. Čeprav imamo epifizo in Kje dreze v pa? glavi. A te res zanima? Ja, Seveda te. absolutno. Ja. Ja, pri ženskah je tretje oko klitoris, čegetavček. A nam je zdaj jasno, zakaj moramo ženske toliko uživati v življenju in biti zadovoljne posebej ta mesec? Ok, Tako da, torej, ja, sem se klitoris v poklopila. akcijo, ne? Ali kako? Tako, Ja. čez klitoris me odpiramo svoje videnje. Tako da, marsikaj se lahko tam zgodi. Čim ne. več čuli v življenju, če sem prav razumela in prevedla. Tako. Ne? Tako da kozica nam da to možnost tega uživanja. Čeprav je malo muhasta, je duhovita, je duhovna, je inteligentna, je iskriva, je pa tudi samo svoja. Tako da kolektivno se tudi vidi malo ločevanja od črede. Lahko bi nas nekaj še znemirilo, nekaj, kar je gnilo, kar razpada, mi dejansko zdaj lahko vidimo in rečemo, lej, zdaj pa čas, to ne bo šlo več. Režemo in to je to, ne? Odrežemo s katano rak rano. Lepa. Jimmy, napisal si, da tretji teden se pa dogajajo neke spremembe, na boljše ali na slabše? Vedno na boljše. No, lejte, ta pozitivizem. Spremembe so bravo. vedno na boljše, ne glede, da jih včasih težko doživljamo, ne. Ampak vsaka sprememba je dobra, ne.
Tretji teden pomeni to, kar sem prej omenil, Sonce in Merkur prihajate v Leva, aktivira se levja energija, optimizem, pripravlja nas na avgust in to je taka lepa energija. Še posebej, ker smo imeli zelo počasen mesec, Mars je šel v Bika, Merkur je bil predtem v Raku, Venera je bila v Raku. Pravzaprav idealno za lenarjenje, za soočanje s svojimi občutki, povezovanje z domačimi, ampak zdaj ta lev ponovno aktivira občutek samozavesti, ponovno smo mi v ospredju. Potem imamo še mlado luno tudi v levu. Skratka, ta občutek jaz spet pride. Če smo prej bili na dopustu, pa je bila družina, pa so bili drugi v ospredju, pa so bila občutenja, pa so bile rane, pa zdravljenje. Zdaj končno pride spet gremo naprej. Spravi, mesec bo tako nekako počasen, potem bo pa na koncu zelo živahen. Čist na koncu pa spet malo se upočasni. Pa imamo spet na dopust, ok? Tako, evo. Plan je. Pol pa pride avgust. Pa pride avgust, ja. Ampak tole mi zdaj že ni najbolj, ne bom. Julija smo, uživamo na dopustu, smo. Jimmyjev horoskop seveda lahko najdete na naši spletni strani klepet.kavi.si. Kot sem omenila, torej investicija meseca pa je tista zadeva, ki jo ta mesec izjemno priporočamo, torej celoten paket Mumija, Demanoza in pa Kurkumin lahko dobite brezplačno, torej če se prijavite na naši spletni strani, ne na spletni strani, na Instagramu bo ta nagradna igra, kjer torej lahko sodelujete in dobite tale čudovit dopustniški paket, ki ga zdaj lahko tudi vidite na vaših ekranih. Še ostale darila seveda je fajn, da omenimo, ki smo jih ta mesec pripravili za vas, torej e-priročnik na Klepetovi spletni strani, poletje polno radosti in zdravih užitkov, ter brezplačno spletno predavanje. Zapišite si datum 21. julij, 12 briljantnih poletnih trikov za lepoto in pa zdravje. Torej za vse tiste naročnike, ki ste naročeni na e-novičke, če še niste, brezplačno, torej na klepet.kavi.si. Lili, ta mesec bo prepleten torej z žensko energijo. Kaj je tukaj tako zelo posebnega? Kaj to pomeni za nas? Imamo kakšno prednost? Ženski smo pa posebna bitja. Ravno kar smo slišali, ki imamo tretje oko. To se zapomnili. Mislim, da smo si vsi zapomnili do konca življenja. Celotno letošnje leto ozavešča žensko energijo, ki je zatirana, ki morda ni spoštovana, ki morda nima, bom rekla, polnega outleta, se pravi izraznosti. Julija predvsem bomo ozaveščali pa tudi ženske, ki smo morda prezahtevne do sebe, kjer si ne dovolimo spočiti. Kdaj si ne dovolimo spočiti? Kdaj vedno postavljamo druge na prvo mesto? Jimmy je omenjal dopust, družina je na prvo mesto. Ponavadi, ko gremo na dopust, so matere tiste, ki potem lovijo in očete in otroke in tako naprej. Tako da v bistvu postavljanje prioritet na drugačen način, zavedanje sebe in svojih sposobnosti na drugačen način, se pravi ozaveščanje sebe in dvig kvalitete. Število 7 vedno povezujem tudi s perfekcionizmom, ampak dajmo dvigniti standarde na splošno. Tudi ko gledamo v svetu, recimo v ZDA je zdaj velika polemika o splavu, da ne govorimo o Johnny Deppu in tako naprej. Veliko je govora o moški ženski energiji. Tako moška kot ženska energija, obedve imate tako svetlo kot temen pol. Mi smo pa itak ena velika mešanica vsega, se pravi prepoznavanje sebe, negovanje tistega, kar je lepega, pa sprejemanje tega, kar nam ni všeč. To je zelo pomembno, Julija. Sprejeti tiste dele sebe, ki nam niso všeč in jih objeti in jih imeti radi, ker to je še vedno del nas. Tako srčno si povedala. Ne rabim še nekaj v srčku povedati, ker ognjena koza dinki je srce. In ja, zelo dobra točka, recimo tukaj se nahaja v luknjici, na prsnici, na delovalnem kanalu 17, Rnmaj, kanal plodnosti, vrata duha, morje spokojnosti se imenuje. Tako da je fajn, da umirjamo in gremo s pozornostjo v srce. Druga točka pa, fajn je stresati zapestja. Tako da, če malo probamo, vidimo, da se marsikaj olajša, tudi kakšna čustva, če je neka teža v srčku. In še tukaj je ena zelo pomembna točka, na pregibu zapestja, srce 7, vrata duha, spet zelo duhovna, ogenj in voda se tukaj srečata, tako da čim več gibamo ta del, pritiskajmo, sproščajmo in se bo ta srčna energija, vse kar je povedala Lili, nekako nastavilo
lahkotneje znotraj našega telesa tudi, brez da bi se z umom upletali. Moram te še vprašati, glede na to, da si tudi ti nam najbolj pomagala, ko smo govorili, kristal tega meseca, namreč selenit, ne, ravno pri ženski energiji. Darja je bila tako zelo, zelo prijazna, da nam je že pokazala tudi, kako se torej izvaja masaža s tem kristalom, tako da boste lahko pogledali, torej na našem ekranu se bo pokazala posebna QR koda in jo lahko skenirate in torej si pogledate celotno masažo. Zakaj je selenit tako pravzaprav podporen ženski? Selenit, Selena, boginja Lune. Ne? In sam kristal je tako, deluje zelo pomirjevalno, tudi ščiti pred radioaktivnim sevanjem, vse. Ne? In deluje na kožo, na strukturo kože, vlaži, pomladi. Ne? Tako da, ženski kamen, ne, lahko rečemo. Je, zelo je tako, ta njegov sijaj je zelo poseben. Ne? In tudi ga lahko primeš v roke, recimo, tudi zdaj zna biti še malo z dihanjem, ne, ker smo rekli, vse gnije, pa tako rabimo dih. Da odpreš dih, recimo selenit, primeš v roko, se osredotočiš na dihanje in bo odprlo, ne, in nam pomaga ta potencial naš osvoboditi. Tako da gre super z ognjeno kozico, ne, uravnoteža. Ker koza je dost ognjena, selenit pa pomirja. Okay. Jimmy, napisal si, da od 28. julija pa tja do novembra, pa sreča lih ne bo neki, ne moramo opisati teh mesecev srečo, pa to. Kaj si zdaj spet s tem mislil, Luštanga? Kaj bomo borbali? Jupiter je planet sreče, ne? In ko se on obrne retrogradno, ne pomeni, da ne. Jupiter vedno prinaša srečo, ne glede včasih manj, včasih več, ampak ko on obrne retrogradno, še posebej v ovnu, pomeni, da mogoče tisti začetni zagon, ko ga zdaj imamo, bo mečken malo spasnil, ampak še vedno je ta občutek optimizma, še vedno je občutek sreče. Tisto, kar nas čaka konec meseca, je, da se naš bojeviti Mars sreča z luninim severnim vozlom v biku, ker je pravzaprav idealen čas, da na novo redefiniramo svoj občutek varnosti, vse, kar je povezano z denarjem, vse, kar je povezano z samo obskrbo. Bik je hrana, denar, ampak zdaj je itak cela energija, kako bi rekel, zgaga glede, kako bomo preživeli, kako bomo s hrano. Vojna je še tukaj v soseščini in ta Mars na novo redefinira zadevo. In verjetno bojo mnogi še bolj intenzivno razmišljali o novih poteh samoobskrbe, kako reinvestirati denar, kam vlagati, in to je idealen pravzaprav čas. Ne? Se pravi, to je idealen čas, da pred prihodom jeseni, ki bo zelo turbulentna, da pravočasno pošlihtamo, popravimo, preusmerimo svoje energije. Vse, kar je povezano s tematiko bika, Mars bo tukaj dal en dodaten impuls skupaj z severnim luninim vozlom. Ne. Spravi idealno, da dejansko tisti, ki imajo vrtove, ki imajo zemljo, ki imajo karkoli, da še bolj pospešijo. Tisti, ki nimajo, da najdejo načine za samo obskrbo. Ne. Po drugi strani, da ponovno premislimo, kam z denarjem, kako investirati denar, ker bomo rabili pametno. In to je idealno obdobje, da pametne poteze naredimo. Ne? To je skratka, recimo, zaključek tega julija. Zavihati bo mogel rokave. Zavihati rokave, ampak imamo dobro energijo. Ne? Smo podprti, se pravi, čim več proaktivnosti. Čim več proaktivnosti, nič zaspanosti, nič prepuščanja, nič šuno, ampak zdaj moramo biti res proaktivni. Ok, energija nam bo torej naklonjena. Lili, po drugi strani si pa rekla, ne, da bo pa se mečka naša samopodoba omajala. Ne? Kaj lahko v bistvu zdaj potegnemo iz teh energij in v bistvu kako si jih lahko nekako... Samo ni to super. Če vem, kje mogoče nisem samozavestna, potem lahko na tem delam. Če pa tega ne vem, pa potem svoj energijski zapis še vedno oddajam nekako v vesolje, ki pa je nekako, mami,
Sonja bi. Okay. Tako da v bistvu ni mogoče slišati delovno, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, podobno kot je Jimmy rekel, ohranjati ta fokus, ohranjati odločnost, kdo smo, kje smo in kam želimo priti. Se mi zdi, v zadnjih 2 letih smo malo ta osredotočenost nam je malo pošla, ker čakamo, kaj se bo zgodilo. A bo spet novi val, a bodo spet omejitve, a bodo spet ukrepi, a bo spet vojna, do kam bo prišla vojna. Vsi smo zelo negativno nastrojeni, se mi zdi, vsi pričakujemo, da bo še slabše, da bodo šle cene gor, da bo vse še bolj temačno in temačno. S tem dejansko ustvarjamo tudi svoj energijski odtis. Čeprav iti iz tega ven, pa z Juli bi rekla, predvsem tudi razčiščevanje je pomembno v odnosih. Predvsem sami s seboj, kar je včasih najtežje, ker toliko smo pametni za druge, kaj bi mogli drugi narediti. Ja, taki vsi smo strokovnjaki. Tako da predvsem razčiščevanje, kaj ja, kaj ne, do katere mere, kako in potem usmerjanje te energije. Tako kot magi. Ko se odločijo, ko s tisto čarovniško palco usmerijo energijo, tudi ta simbolizem ima nek pomen. No, tako. In ko smo ravno pri čarovniški paličici, ne pozabite, da je tukaj poletje, kar pomeni, da bo tudi izjemno vroče, torej kar naenkrat bomo šli iz teh prijetnih 25 na 30+, in takrat se bo seveda treba hladiti, pa ne samo s hladnimi pijačami in pa sladoledov, ker veste, da to ni najbolj pametna izbira, ne. Je pa zelo priporočljivo, da telo hladimo z določenimi eteričnimi olji in Nataša Špiranec bo torej povedala, katera so to. Mnoga eterična olja zelo pomagajo pri lajšanju poletne vročine in tudi vseh pojavov, ki jo spremljajo ponavadi. Se pravi omotičnosti, utrujenosti, slabosti, včasih tudi glavobola. Zdaj, če si predstavljamo, kako je poleti, kadar nam je vroče, nam sigurno ne paše, da bi se mazali s kako hudo mastno mešanico, ker aromaterapevtske mešanice so ponavadi razredčene v maščobi eterična olja, tako da za danes sem pripravila eno tako masažno manjšo mešanico, ki jo uporabljamo samo za nanos na določene telesne točke ali pa za inhalacijo v dlaneh. To je prva stvar, ki jo bomo naredili. Bi pa omenila, da mogoče bolje kot eterična olja je za lajšanje vročine uporabiti hidrolate, cvetne vode, s katerimi se enostavno poškropimo lahko po obrazu, po laseh, po ustni votlini. Pazimo pa izjemno prijetno je, če so ohlajeni, da jih imamo v hladilniku in jih tih pred uporabo vzamemo ven in se z njimi poškropimo. Zdaj pa imamo pa še k mešanci. Za mešanico bom kot osnovo uporabljala jojobin vosek, ker nima nobenega vonja in ker v bistvu ne zmasti fejst kože. Potem za eterična olja bom pa uporabljala vetiver. To je eterično olje iz korenin ene tropske vrste trave, ki ga je veliko v Indiji in v svoji domovini ga uporabljajo ravno za zdravljenje raznih sončaric, vročinskih udarov in podobnih težav v povezavi s poletno vročino. Potem drugo olje je sivka, ki pomirja in tudi deluje hladilno. In tretje olje je poprova meta, za katero vsi vemo, da dobesedno povzroča občutek hlajenja na koži in hkrati tudi osvežuje in lajša slabost. In zdaj, to je zelo majhna količina, pač prostornina flaške, zato bom tudi malo eteričnih olj uporabila. Na skupno 8 ml jojobinga voska bom uporabila 7 kapljic eteričnih olj. In sicer eno kapljico, najprej zmeri naredimo mešanico eteričnih olj, jih zmešamo in potem prilijemo čez še maščobo oziroma jojobin vosek. Se pravi, dala bom kapljico vetiverja. Tako. Potem 4 kapljice sivke. In 3 kapljice poprove mete. In to je popolnoma zadost za neke vrste terapevtski parfumček. Tako. Zmeri se nam splača povohati mešanico, kad tako treniramo svoj nos. Malo jo zmešamo. Zelo lepo, osvežilno diši. In potem dodamo do vrha jojobino olje, oziroma jojobin vosek pravilno. Tako. Zapremo. Premešamo. In že imamo tukaj
Zgleda, da ni dober sedel pokrovček. In že imamo tukaj tako kaj en parfumček, ki si ga v poletni vročini lahko nanesemo na dlani. In ga inhaliramo. In ko se nadihamo, se lahko enostavno z njim zmasiramo po vratu, lahko si ga nanesemo tudi na sence. Skratka, delovanje tega parfumčka je pomirjevalno in hladilno in usklajevalno. Tako, Darja, zdaj pa ti na vrsti, ne veš, kaj te še nisem vprašala. Daj povej mečkan, kam iti potvati zdaj v tem juliju. Pol mečkan v stanovanju me zanima, ne, torej jug pa to, kaj podpreti, kje podpreti, kako, zakaj podpreti. In pa zanima me še, katera znamenja so tista, ki bi imela po tem mesecu mogoče malo bolj podpore. Podpore. No, zdaj si že omenila jug vmes, sem slišala. Ja, tako, ta mesec ima zgodbo, babica gre na jug, ne. Se tam ful dobro ima, se zabava, še kaj zasluži, ne, postane prepoznavna. V glavnem, to je zgodba juga v tem mesecu. Tako da se splača uporabljati južni sektor, išči stanovanje, potovati na jug. Ne. To je tudi priložnost, nove priložnosti, povečanje bogatstva. Tako, 9-1, lepota, duhovnost, z slavo združeno novimi priložnosti. Tako da super, tudi severovzhod je recimo zelo zanimiv, tudi poslovno, drugače pa malo se izognemo severa, tam je zvezda bolezni v tem mesecu, pa jugovzhoda. Tam je sicer pa uporabno, recimo, podpremo? Kako misliš podpremo? Kateri element, torej za stanovanje, ne, da ga večkrat podpremo, kam kaj postavimo, katero stvar? Sektor. Ni to toliko pomembno, kam kaj postavimo. Bolj je pomembno, kam sebe postavimo. Da sebe torej damo na jug. Da sebe damo, to je to. Jugovzhoda se pa malo izognimo ta mesec, ker je petka tam, ne? Tako da dajmo se na jug, ne? Sebe damo na jug in gremo na jug, potujmo na jug, tam bomo dobili en pridih, eno novo podporo. Okay, no, seveda, mi gremo oktobra v Egipt, smo se že odločili, ne? Že pakiramo. Super, povej mi še, katera znamenja so torej tista, ki bodo ta mesec še posebej srečkovička, rečemo temu tako. Srečkovica, recimo kozica je zanimiva, ne? Kozica bo rabila malo sprememb narediti, ne? Ampak se lahko obetajo dobre spremembe, ne? Bivoli tudi imajo spremembe, bivoli imajo trčenje sicer, lahko so malo mentalo ujeti in tako, ampak je dobra priložnost za odpiranje talentov ta mesec. Torej, dajmo talente na plano in talente na plano in gremo. Ja, Jimmy, zdaj večinoma si že vse povedal, a je že kakšna misel ti ostala za sam konec za naših gledalcev? Mogoče ena sama misel, da je ta mesec izredno ugoden, da strnemo moči in da sodelujemo v družbenem procesu, kakršenkoli se dogaja, da na novo redefiniramo svoje vrednote in da se pripravimo za nadaljne mesece. Torej, priprave, ok, v redu. Lili, bo še kaj dodala na tole? Jaz bi dodala, da bodimo potrpežljivi sami do sebe. Če zdaj vemo, da predelujemo čustva, da je to naporno, da je to boleče lahko včasih, utrujajoče. Biti potrpežljivi do sebe in do drugih. Vsi se pravzaprav učimo, to pomeni, da vsi ga pobiksamo, pa še ga bomo pobiksali in si dajmo medsebojno pomagati. Dajmo si dobro, namerno in prijazno svetovati, predlagati, se pravi ne, da si zdaj jaz jemljem pravico, da vem, kaj bi ona mogla narediti, pa biti mogoče pri tem celo nesramna ali vzvišena, ampak biti nežni, povedati drugim svoje mnenje na način, kot bi si ga mi želeli prijeti. Ok, v bistvu moramo sami sebe malo crkljati, ne? Ja, zelo, zelo, ne malo, zelo. Zelo poudarek, torej na zelo. In mi bomo seveda poudarek dali na zelo na našo mumijo, ki je torej investicija meseca. Ta meseca seveda dobite zastonj, torej brezplačno, če boste seveda osvojili nagrado na naši Instagramu, kjer boste poleg mumije seveda prejeli še Demanoza, torej čudovit dopustniški paket in pa kurkumin za vse težave, ki boste imeli ali z bolečinami, ali vročina, ali pa bog ne da kakšna zastrupitev, ampak tega ne bo, ker bo julij bo super mesec, v izi uživali bomo, morate imeti pa seveda sabo. No in dr. Urška Videnšek je pa v naši eni izmed prejšnjih oddaj povedala, zakaj je v svoji dopustniški lekarni torej res pametno imeti mumijo.
lepo pomaga blažiti vse pike insektov. Ne govorim tle vse samo o komarjih, a ne vemo, da poleti je en kup drugih insektov še, ki nam ponagajajo. Tako da mumijo samo namažemo na te pike in bo tako izboljšanje. V bistvu, ker tudi rahlo hladi, ima tako občutek hlajenja, imamo na koži in nam tudi srbečico odnese. Hkrati tudi vse, kar je povezano z opeklinami. Samo enostavno namažemo mumijo, ne se bati, ker bomo malo črne barve, to je mumija, to je takšna, tako ena smola, črna smola je, lepo se namažemo, pustimo in mumija pomaga koži, da se lahko regenerira, da se tudi, v bistvu, ker opeklina je poškodba kože, mumija pomaga, da se te celice obnovijo, In jo v bistvu to v prahu, to mumijo v bistvu zmešamo z vodo. In kot eno pasto in jo v bistvu potem namažeš. Točno to. Sploh pri otrocih je super zadeva, nekaj otroci ne znajo pustiti teh pikov komarjev, bi to kar spraskali si, pri njih je super rešitev. Samo namažemo, pa je problem rešen. Teda vse opekline, piki, vseh insektov, vsega, prva pomoč je mumija, da jo imamo v domači lekarni. Ja, tako, mi smo z današnjimi energijami meseca končali. Jaz upam, da ste dobili dovolj informacij na svetu, kako torej tale Julij shendlati. Z levo roko bomo rekli, ob vseh teh informacijah verjamem, da se boste odlično na to pripravili. Hvala seveda Lili, Darja in pa Jimmy, da ste bili naši gostje in morda imate še kaj zapovedati. A vam še kaj nisem pustila, da poveste, ali smo bili kar pridni? Zelo pridni smo bili, ampak mogoče bi povzela, Jimmy je prej tako lepo poudaril, vrtičkar je koza, zemeljska živalica in kompostiranje smo omenjali in to je to, samooskrba viri, povežemo se in Jimmy, zdaj veš, zakaj sem toliko velik vrt vzela, in to so zdaj znanja prihodnosti. Zemlja, lepo fino, samooskrba in vrtičkarji bodo rešili svet. Tako, torej zavihajmo rokave, dobesedno in pa tudi, kot smo rekli, veliko dela nas čaka, Hvala lepa vsem trem. Hvala tebi. Mislim, da v zadnjem času, sploh od korone naprej, je samooskrba res velik trend med mladimi in starimi. In ta komplet, kokošnjak in greda, se mi zdi, da si lahko privošči vsaka družina. In je ravno prav samo za družino, oziroma za par, zaradi tega, ker ni veliko in ne zavzame veliko prostora. In je cenovno tudi ugodno, da si pač lahko privošči in se oskrbuje družina, par oziroma posameznik. Kokošnjak je premičen in ne zavzame veliko prostora. Lahko ga vsaka družina okrog hiše premika po mili volji, zaradi tega, ker ima tudi kolesa. Visoka greda pa je koristna, zaradi tega, ker starejši lahko vrtičkajo tudi v starejših letih, zaradi tega, ker ne povzroča bolečin v križu.